Ne še čisto, glede na to, da sem včeraj res zelo dobro zvozila tisti polfinale, sem vedela, da sem zmožna tudi danes to. Nekako taktika je bila, da napadem, glede na to, da je kar orenk pihalo. Pred tekmo sem se tudi s trenerjem pogovorila, sem imela tisti tipično jutro, ko sem tatija poklicala za kakšne pozitivne besede in vse to skupaj sem lahko prenesla v čoven, štartala sem in samo veslala in na koncu pa celo malo sem se zlizu dajala, ampak tistih par zadnjih metrov je zmanjkalo za tisto zlato, ampak to je moja prva srebrna medalja v K1 in zame je kot zlata. Med samo tekmo nisem razmišljala nič kaj posebnega, pred štartom so pa bile misli vse povsod, celo jutro se je vleklo, nisem vedela, kaj počnem sama s sabo, ampak enkrat, ko sem bila v čolnu, sem se sestavila in enkrat, ko se je tisti štartni blok spustil in ko sem štartala, sem vedela, da imam vse pod kontrolo in čoln je letel in poskusila sem dati vso moč v to in danes je bilo to dovolj. Za drugo mesto bomo videli pa, kaj bo drugi teden. Ja, na zadnjem svetovnem pokalu, kjer sem vozila v enojcu, bilo to 2018 v Duisburgu, kjer sem bila četrta in mi je le malček zmanjkalo za medaljo. Tako da zdaj, ko sem se po tolikih 4 letih vrnila, je res navdušena sem, zadovoljna sem s svojim delom. Trener je bil tudi cel navdušen v cilju, ker je to tudi za njega nekaj novega, glede na to, da je trener moške ekipe, torej delo zdaj z menoj in ostalimi dvemi puncami mu je nekaj novega in je res navdušen na treningih, na tekmami in mi pove, da to zmorem in zaenkrat sem dokazala, da je res lahko. Zelo hitro so me sprejeli v ekipo, že v Newportu je nekako trener rekel, da sem nekako vodja ženske ekipe, da si lahko med seboj zelo pomagamo, ker on ima še dve U23 punce, torej nekako se zelo spodbujamo med sabo, za njih je dobro, da sem jaz hitrejša, zame je boljše, da imam nek dober občutek, ko so one nekoliko za mano in se res trudimo in pomagam. Z moškimi tudi veliko sodelujemo, res imajo nek tak super odnos, sprejeli so me vase v skupino in vsi zelo dobro skupaj delujemo in zaenkrat so rezultati tukaj po le 3 mesecih skupnega dela in sem zelo zadovoljna. Nekako januarja, ko se je bilo že treba počasi odločiti, kam bom šla na priprave, februarja sem iskala, kam druge ekipe potujejo, torej ponovadi se mi športniki med sabo povežemo in je dobro trenirati z neko dobro ekipo. Takrat sem se spomnila, da Slovaki odhajajo v Ameriko, v Newport in sem pisala Petruševi, to je punca, od katere kajak tudi veslam in v tistem dnevu sem se zmenila s trenerjem, me je povabil in tam se je tisto sodelovanje začelo in pol nekako, ko smo bili 5 tednov skupaj, je trener videl, da je to, da bomo skupaj dobro delovali, da jaz veliko prinesem njim, kot bojo tudi oni meni in tako se je nekako začelo in tudi treniram zdaj na Slovaškem veliko, spim v klubu, jem zastonj v restavraciji od trenerja, tako da res so mi dali vse in me sprejeli odprtih rok in to mi res veliko pomeni. Drugače, tudi program je drugačen, tako da treniramo od ponedeljka do četrtka, v četrtek je popoldanski počitek in potem imaš v nedeljo popoldan ponovno počitek pa cel ponedeljek fraj, torej to je čisto drugačen sistem kot prej. Zjutraj se dobimo, cela ekipa 15 minut se vedno ogreje, preden gremo na vodo, takrat pride trener, pove, kaj je za trening in do tistega trenutka ne veš, kaj boš počel, tako da je res nekako bi lahko rekla excited, ko ne veš, kaj boš pričakoval, čisto vsak trening je drugačen. Velikokrat se razdelimo v skupine, pa grejo najprej z moškim, pa gre potem še z nami ženskami, ampak nekako res se veselim teh treningov, ker je toliko drugače, tudi kako se punce med sabo spodbujamo, si povemo na koncu treningov, kako si šla dobro in res tako je nek tak dober odnos in mislim, da se to tudi vidi na mojem počutju in zadovoljstvu. Sigurno, sicer 200 res nismo nekaj posebnega trenirali, ker se fokusiramo na 500 metrov, torej 200 sem zvozila le na izbirni tekmi doma in včeraj tukaj, torej res nekako ne vem, kaj pričakovati. Dejansko, ko se blok spusti, sam grem, ampak prej smo veliko več delali na šprintih, letos pač ne, ampak očitno mi še vedno gre in glede na to, da je danes šlo dobro, upam, da bo tudi jutri.